Pa začnimo. Pozdravljeni vsi, ki ste v slovarju našli pravo geslo in ste danes tukaj, čestitamo. In seveda je tole tretji dogodek ob dnevu slovarjev, ki pa se bo zgodil 16. oktobra, torej to so vse napovedi, predpriprave in uvajanje v tisti dan, ko bomo vsi po ulicah mest hodili s slovarji v rokah. A ja ne, zdaj jih imamo vsi na telefonih, ne bo šlo s knjigami. Mojca Medvedšek, Maja Prijatelj Videmšek, Admir Baltič in Boštjan Gorenc so sogovorniki, gostje in tudi vsi vešči besede, vsak na svojem področju, ali in koliko pa so uporabniki slovarjev, pa bomo skušali izbrskati v temle večeru oziroma popoldnevu. Skratka, skupaj bomo kruzali skozi besede. Upamo, da nas boste lajkali, če nas ne boste, vas bomo odfrendali, tudi nobenega hejtanja ne bomo prenašali, takoj greste ven. Če pa se vam zdi, da smo tako veliki fejmiči in influencerji, nas pa lepo prosim, tegajte. Tole je bilo nekaj besed, ki sem jih nabrala iz sprotnega slovarja, ki tudi nastaja v veliki hiši slovarjev pod skupnim imenom Fran, pa me zanima, ali ta sprotni slovar vi štirje uporabljate, ali pa vse te besede, ki prihajajo vsak dan tja noter, že poznate. Mojca, začni. Hvala. Jaz priznam, da tega slovarja sprotnega ne uporabljam, se pa bi k njemu zatekla, če bi bila narava mojega dela takšna, da bi se mi zdelo, da bi pa mogla pogledati, kako se izražamo v vsakdanjem življenju, kaj so nove besede, ki prihajajo, ki nastajajo, s katerimi mogoče nisem seznanjena. Za svoje otroke vem, da sem dinozaver, in da uporabljam za določene izraze popolnoma druge, kot jih uporabljajo oni, in se v bistvu učim od njih, imam to srečo. Se mi pa zdi Fran v vseh oblikah in tudi način dostopnosti ena čudovita stvar, ki sem jo tudi svojim srednješolcem priporočila in ki jo tudi že znajo uporabljati, kajti začudilo me, na primer, da v srednjih šolah se o tem sploh ne govori, oziroma da pri pouku slovenščine v bistvu učitelj niti ne pove, kam se lahko zatečeš, da preveriš, kaj izgovarjaš, kaj pišeš, kaj misliš. Maja, tudi pri novinarskem delu sprotni slovar nekako ne pride zelo v poštev, ker je pač novinarski jezik vendarle na neki drugi govorni ravni, oziroma je tvoj položaj pišočega v slovenskem jeziku nekoliko drugačen kot pa na ulici in v sproščenem klepetu. Kaj pa narediš, ko se ti zgodi, da recimo kakšne besede ne najdeš ustreznice, recimo kakšne tuje besede, ko bereš članke v tujih jezikih, ali pa denimo, da je kakšna beseda iz SSKJ-ja zastarela že po današnjih merilih in se bojiš, da bralstvo sploh ne bo vedelo, o čem govoriš, ker je ta beseda še izpred, 50 ali več let. Kaj storiš takrat? Meni se to kar pogosto dogaja pri mojem delu, ker veliko pišem o temah, ki v Sloveniji niso tako obširno pokrite, in potem pač črpam gradivo iz angleških člankov, od angleških sogovornikov večinoma, in se pogostokrat znajdem v taki zadregi, recimo konkretno ravno zdajle pripravljam en članek o rastlinskih nadomestkih mesa. V angleščini pač poznamo izraz plant-based meats in smo potem se pogovarjali, kako bi najustrezneje prevedli ta izraz, da bi nekako ljudje razumeli, za kaj gre. Pogovarjali smo se v bistvu s kolegi, s katerimi smo pripravljali okroglo mizo na to temo. Nisem pa še prišla recimo do naših lektoric in jih vprašala, ali jim je recimo ta prevod všeč, ali se jim zdi ustrezen. Tako da se pogosto tudi z našimi lektoricami na delu posvetujemo o kakšnih dilemah v bistvu in takrat so zelo dobrodošle. Pa tako, da je časa čedalje manj in se kdaj pa kdaj zgodi, da
dejansko one same potem neke stvari popravijo v tekstu in če ne greš potem ti za sabo brati, ne, niti ne veš, kaj so naredile. Ne. Tako da se mi zdi, da bi bilo fajn, da bi bilo malo več časa tudi za jezik, ne pa samo za produciranje člankov. Kakšno besedo oziroma besedno zvezo pa ste izumili za to meso, ki ni meso? Ja, tako kot sem rekla, zaenkrat se zdi najustreznejša rastlinski nadomestki mesu. Ne. Lahko bi bilo pa tudi v bistvu rastlinske alternative mesu, nekateri uporabljajo tudi analogi, ampak to je spet pač tujka, ne, analogi mesa, tako da ne, odprta za kakšne predloge. Lahko bi bila prebera, predelane beljakovine rastlin. Prebera. Wow. Pišemo, ne? Ja. Beležimo. Prebranac. Pa bomo vsi vedeli, zakaj gre. Ne, prebera dejansko imaš pa zraven prebranca namesto čevapov. Bom prijavila. Admir, kot magister Baltič izumljaš nove besede oziroma kuješ besede, v bistvu jih ne izumljaš, ampak jih sestavljaš in kuješ. Kolikor sem uspela pregledati, so vse nekako povezane z aktualnim političnim dogajanjem. Se pravi, je to najbolj plodno polje za ustvarjanje novih skovank besednih zvez in ne vem, če je najbolj plodno polje, ampak taka je oddaja. Tako da pač zanima nas politika in satira v tej smeri, zato je večinoma so besede take. Drugače, jaz moram povedati, da sama ideja za to rubriko Beseda tedna ni bila moja, ne. To sta scenarista oddaje Kaj dogaja, Jure Karas in Igor Bračič. Ona dva sta se tega spomnila, ona dva sta tudi na tem že prej delala v nekih svojih aranžmajih. Tako da bilo je pa pač zanimivo, da, ker jaz sem imel pred tem v oddaji nek drug lik, sprav nekega uličarja, gremo zdaj v čisto kontro, zdaj boš pa ti nek profesor. Jaz drugače sem magister, ampak sem magister z FDV, nisem magister iz teh jezikoslovnih vod in tudi na nek način sem tukaj padalec, nisem zares. Mislim, kaj si padalec? Ti so vsaj magisterij, jaz imam maturo. Ampak hočem reči, da te besede, to sem hotel reči, da v začetku je bilo v glavnem tako, da sta mi ona dva dala na izbiro neki besed, pa sem se jaz odločil, na katero bom pisal. Ne. Pol postopoma sem začel tudi jaz kakšne svoje not dajati. Ne. Ampak ja, politično je to, kaj je pač oddaja taka. Ne. Ampak tale naš maturant Boštjan je odličen prevajalec. Bom zdaj delila eno čisto osebno izkušnjo, ki je že stara mnogo let, ker je med tem otrok odrasel, ne, ampak kapitana Gatnika se nismo mogli znebiti pod nobenim pogojem. Domoval je z nami kar nekaj časa, da ne govorimo o unem polštru, na katerega sem sedala vsake toliko in je bil potem huronski smeh, a ne, prdoblazina, a ne. Prdopolšter, ja. Aliteracija, ne, ni treba. Tako da, Boštjan, ti si verjetno med vsemi nami, pa se naj potem kdo od vas pritoži, če lažem in govorim neresnico, nekako tak res izumitelj novih prevodov, iskanja novih sopomenk in tako naprej. Skratka, to ti gre odlično, kaj ne rečem, izpod peresa. Ja, ne, se nismo v reformaciji. Ne. Imel sem srečo to pač, da sem delal z res dobrimi besedili, s takimi žmohtnimi, ne, kjer je bilo potem treba to neko prevajalsko žilico zalaufati in seveda, ne, jaz si to lahko prvoščam, ne, se pravi, zdaj, če iščemo, ne, za plant-based meats, ne, moramo ostati nekje v tej resni sferi, ne, se pravi, da bo to znanstvena raba. Jaz sem pa delal pač za 7-letnike, a ne, besedilo in pač tukaj si lahko daš duška, lahko si žmohten, lahko posegaš po večjih ravneh jezika, iščeš pravzaprav tiste elemente, kako jih boš skupaj dal, da boš nekaj smešnega ven dobil in največji užitek je pravzaprav pa, kad ti pride, ne, sploh če to gledamo, ne, kako ima angleško besedotvorje, je zelo velikodušno. Ne? Kaj imaš, samostalnik, pridevnik, daj, evo, imamo nov samostalnik. 2 samostalnika, evo, nov samostalnik. Ne, ni težav, tako kot pri nas, ko hočeš nekaj narediti, pa ti tako je 15 Brazil pride trkat na vrata, ej, ne pozabi na nas, mi moramo tukaj biti. Ne?
In je potem pravzaprav, kad ti uspe nekaj sestaviti tazga iz nekih elementov, ki jih že poznaš drugače iz jezika in da tako nekako zveni, kada bi lahko v jeziku bilo že prej, takrat pa si res zadovoljen. In so kakšne rešitve, ki jih pa kdaj tako na hitro neki daš noter, ampak predvsem se mi zdi da iskanje od povsod. Se pravi, jezik je tak velik bazen, ni nivo pravzaprav neke ravni jezika, ki bi bila predaleč, da ne bi segel po njej in si jo upal potem uporabiti. Ja, to, kar si opisal zdaj, te zagate, to je ta dramatična razlika med pregibnimi in nepregibnimi jeziki, s katero imamo mi z našo ljubo in drago nam slovenščino dostikrat težave ravno pri prevajanju iz angleščine, ki je, kot si rekel, tako svobodna in rokohitrska v teh povezavah in spojih. Po drugi strani imamo pa to prednost, pač da pa lahko pa zdaj ta obrazila nas pa dostikrat rešujejo za krajše, se pravi, nam ni treba dajati man, woman na koncu, nam treba dajati, ne vem, hill, pač ti daš neko obrazilo in že veš, je to neka oseba ali je nek geografski pojem, se pravi, tukaj smo pa bolj gibki, kot angleščina, ki kdaj zahteva neke take preveč standardne, dolgočasne dele zraven v poimenovanju. Tako da nismo samo bogi, smo tudi... Ne, sej daleč od tega. Nisem namigovala, da smo bogi, nasprotno. Mislim, da je slovenščina zelo bogat jezik. Če tudi, Mojca, ti prevajaš iz portugalščine, tudi in španščine, portugalščina je tvoja velika ljubezen. Zdaj čestitam, imate tudi katedro na Filozofski fakulteti, končno. In portugalščina je zelo, tudi meni zelo ljub in lep jezik, čeprav ga ne govorim. Nekatere besede se ljudje trudijo s prevajanjem in zdaj imamo tebe tukaj, da nam boš lahko pomagala. Recimo saudat, je beseda, za katero mnogi pravijo, da je neprevedljiva oziroma da nima eksaktne ustreznice v slovenskem jeziku, ker je tako široka. Čeprav potem pa gremo v Bosno, pa imamo sevdah. Skratka, te povezave in to, kako interpretirati besede, kako jih prevajati, so lahko zelo intrigantne, zelo vznemirljive. Saudat torej, kaj bomo rekli? Saudat, saudad in saudadži. Vse to so verzije te besede, ki omenjaš. K nam je prišla zlasti z glasbo in z glasbenimi povezavami in zelo pravilna je ugotovitev oziroma tvoj komentar, da sta saudade in sevdah v bistvu povezani besedi, kajti saudade je v ta besednjak v portugalski vstopil tudi preko orienta, če tako lahko rečem. Beseda je res večpomenska, zato recimo Angleži, ki jo ponavadi v slovarju označujejo za longing, ne morejo zaobjeti, ker ni samo hrepenenje, koprnenje. Mi imamo hrepenenje in imamo koprnenje, je seveda tudi želja po doseganju nečesa, za kar pa ne vemo, ali bomo kdaj dosegli. Zdaj pa to razložim, sliši se zelo metafizično in v resnici tudi je, kajti saudade je beseda, ki je povezana z prehajanjem v druge svetove. Ta beseda je namreč na portugalskem povzročila tudi eno celo filozofsko vejo, ki se reče saudosizem, nekako bi jaz to rekla, in ki govori o tem želji, temu hrepenjenju doseči nekaj, kar je nam neotipljivo, nevidno in morda tudi nedosegljivo, kajti o tem se sprašujemo. In najbolj je ta beseda seveda povezana z času tako imenovanih novih odkritij, torej portugalskim potovanjem, odpravam čez Atlantik oziroma po oceanih, ko so v bistvu ljudje stali tam na obali na Portugalskem in gledali nekam v neznano in so si želeli nekega novega, drugačnega sveta in so potem koprneli. Seveda tisti, ki so stali, niso vedeli, kaj jih čaka, kaj so te zdaj, te idealni svetovi. Vendar je to v portugalski, rekla, neki kolektivni zavesti vedno občutek nekega želje da odideš drugam.
Vendar pa po drugi strani ima beseda tudi emotivni, tako zelo pozitiven pomen, kajti če jaz rečem, tenho muitas saudades tuas, torej zelo te pogrešam, v bistvu, oziroma zelo si želim, da bi bil ti z mano. Ne. Se pravi, rad bi, da bi bil z mano v tem trenutku. Po drugi strani pa lahko tudi rečeš, joj, kje so tisti časi, ne, kako spet pogrešam, ko prnim, ne, si želim, da se vse to vrne, spet rečem, que saudades tenho, se pravi, koliko si želim, da bi bilo spet, pač ima nek ta nostalgičen seveda tudi prizvok. Pač vse to je. In jaz mislim, da koprnenje, hrepenenje ni tako zelo, rekla, oddaljeno od tega pomena, seveda pa ima vse ti pod in nad v bistvu svetove vsebuje in največ saudades imamo, kadar nismo tam. Mojca, hvala ti, ker si nam tako poetično in čarobno in magično opisala pomen te besede. Mislim, da si jo bomo zdaj vsi zapomnili in si bomo dovolili različna občutja takrat, ko jo bomo slišali ali kje prebrali. Maja, v novinarstvu so zahteve glede jezika precej stroge, kar pomeni, SSKJ je seveda merilo, jezik mora biti na visoki ravni, hkrati pa seveda mora biti tudi dovolj preprost, da se lahko približa čim širšemu krogu bralcev in bralk, ne? Kako krmariš med tema dvema, ne bom rekla skrajnostima, ampak tema dvema nalogama? Čedalje težje, zaradi tega, ker v bistvu je ta imperativ po čim bolj množični masovni proizvodnji člankov čedalje večji. In na začetku novinarske kariere sem se zelo ukvarjala s slogom, zelo mi je bilo pomembno, pač, kako teče besedilo, kakšne besede uporabim, da ne uporabim teh res publicističnih, suhoparnih, časopisnih, ampak potem dejansko ti na neki točki zmanjka časa za tehniciranje. In se tudi ti zalotiš pri takih klišejih, ki bi se najraje zabrisal v kanto za smeti. Imeli smo tudi eno obdobje, ko smo bili še tako bolj taka integrirana redakcija, ko nas je bilo več na enem kupu, smo imeli prav neko tako šalo interno, da tiskaj bo več takih puhlic oziroma teh pač ustaljenih besed uporabil ali pa fraz, da bo potem pač na koncu dal za kavo, pijačo, karkoli že. No, potem je pač ta ekipa razpadla, vsak je nekako začel pisati, misliti zase, tako da dejansko je zelo težko v tem dnevnem novinarstvu še gledati na neko jezikovno odličnost, ali, ne odličnost, ampak dejansko, da se poskušaš malo približati nekemu literarnemu pisanju. No. In žal pač se to pozna, ker dejansko ne podajaš samo vsebine, mislim, da pač zaradi tega imperativa izgublja celotno novinarstvo. No. Ne gre samo za to, da pač se, ne vem, se čedalje manj preverja fakte, ampak dejansko tudi jezik izgublja na siromašnosti. Izgublja na bogatosti, čedalje bolj siromašen je tako. Čisto posebno polje je pa stand-up. Boštjan in Admiro Basta vešča nastopanja na odrih stand-upa. Kako pa je z jezikom na tem področju, v tej situaciji? In verjetno je bolj pogovoren, ali se poigravata, tudi to je zdaj vprašanje za oba, pa lahko v duetu odgovorita, se poigravata z različnimi ravnmi jezika ali se prilagajata publiki, tako čisto rada bi se naučila, pa zdaj imam glih priložnost tukaj, da lahko dobim zastonj nasvet, ker vem, da drugače je to zelo drago. Malo inštrukcije, 60 € na uro, tako da se lahko pa zmenimo. V redu. Čisto odvisno je, že bi rekel od same persone vsakega komika, kako gre, v katero smer ga nekako zapelješ, recimo sploh mislim, ti, ki imaš to persono, tega uličarja, res ne bi šlo, če bi
v neki visoki knjižni slovenščini ne bi šlo pač, ker izgubi neko pristnost. Ne. Jaz si pač, moj humor je zelo povezan z literaturo, ne, in se pravi, tam si lahko privoščam potem seveda tudi nek višji register. Seveda je pa vsakič pravzaprav se mi zdi, niti ni to iskanje enega registra, ki bi ustrezal, ampak da pravzaprav pri vsaki šali nekako skušaš najti tiste besede, ki bodo zvenele najbolj smešno. Ne? Ker imaš, ne vem, neko šalo, kjer imaš, ne vem, lahko ne vem, omeniš nek predmet, ki je pravzaprav lahko karkoli, nek McGuffin, ne, na ta način, nekaj, kar te pač pripelje sam do konca, nekaj, kar tam stoji in potem se lahko pravzaprav igraš, kaj boš uporabil, katera je tista beseda, ki bo najbolj smešno, ne, zvenela. Ponavadi, če kdo je že to delal, te kjeri glasovi so pravzaprav najbolj smešni, ne, pa ko imaš cele traktate, ne, tudi pač kjeri glasovi, ne, ponavadi so kakšni r, ki se kitajskega, zelo plozivni, ne, ki ti eksplodirajo. Pol iščeš, ne, ali neka asociacija, ki pride. Jaz moram priznati, da dosti krat se malo tudi ustrašim, ker hočem kaj malo bolj vzvišeno, kje pa si rečem, ok, zdaj, ali kako bojo to sprejela, ne bo, mogoče rekla, ne, on je pa zdaj ušel iz enega slovenskega filma iz leta 83. Ampak saj to bi bilo smešno. Ja, saj to tam bi bilo, če imaš, jaz sem totalen fan, recimo, kar se jezika tiče teh britanskih komikov, to Bill Bailey, pa te, ki imajo res tako napletajo z nekimi poetičnimi tudi umestne. Saj to je pravzaprav je fino, ne, ker vzameš nek zelo vzvišen jezik za opis zelo banalnih stvari, ne, kjer že pravzaprav samo temu lahko neko komiko potem vzpostaviš. Jaz sem pač se začel ukvarjati s stand-upom tako, da sem organiziral delavnice stand-up komedije in sem povabil Perico Jerkoviča, da pride pač nas učiti. In se spomnim pač, zdaj ne vem, kateri delavnici, mogoče 4., 5., nam on začne govoriti, kako obstajajo smešne besede, ne. Besede, ki se sliši smešno, ne. Oziroma, kako obstaja beseda, ki je bolj smešna od kakšne druge. Pa je rekel, ne vem, ne vzeti to, vzemi uno, ne vem. In nam ni bilo čist jasno, ne, po katerem kriteriju on to zbira, ne. Ampak bilo je, ne vem, če je nek žal vmes, se spomnim, pa ne vem. Ja, mislim, recimo, če imaš neko žuželko, recimo klop, je tako klop, ščurk. Ne, je že, ne vem, tako pač neki glasovi, ki malo bolj žmohtno delujejo, ne, ki so majčkeno bolj sočni, ne. Tako da jaz nisem, hočem reči, te Peričine teorije, nisem nekako poštekal, sem pa pol na odru dojel, ne, da kakšno, tole deluje, ok, v redu, tale. Ja, tako se to, saj ja, ni da bi bilo zdaj nekaj, da bi rekel, da imamo mi eno skripto, kjer so te besede, ampak ravno s tem, ne, pač s poskušanjem, ne, ker stand-up se itak tako gradi, da ti eno šalo ponavljaš in ponavljaš na odru, dokler je, da se stavš in pol je že toliko stara, da je moč upokojiti, kaj narejena. Ampak ne, in iščeš besede, iščeš posod pravzaprav kako na vse pozicije dati najbolj optimalno besedo. Ja, predvsem je pa to vprašanje kompozicije, ne, kdaj kakšna beseda sledi, ne. Torej ste v bistvu skladatelji ali pesniki, Kaj krotilci Eni smo, rečejo ne, krotilci matematiki. besed. z unim bičem mahamo, pa stol imamo, pa tako besede hočemo prepričati, da ne grejo gor na une stolčke, kjer bojo najlepše zgledale za publiko. Greš 10-krat na oder in 9-krat govoriš neumnosti in te folk gleda takole, ne, in prideš 10-ič in poveš in se smejijo. Tako približno. Boštjan, ti si za svojimi klasiki, a ne, za mlade, uspel narediti en tak velik preboj, ker to, ne, da Cankar postane live, ne, da pride v live, je v resnici kar velik dosežek, ne. Me pa zanima, kakšni so odzivi bili, oziroma a si mogoče ugotovil, so potem začeli mladi brati tudi prave klasike? Ja, dejansko je, pa ne samo mladi, mislim, okay, zdaj, ja, Cankar moj live itak, potem že kasneje se zgodilo, ne, ko so klasiki že zaživeli, ampak ja, pač moj namen je bil tudi predvsem ta, da
bo pa mogoče kdo vzel še kaj v roke, ker ga bo z njim in sem dobil kar dosti takih odzivov. No, zdaj se mi je, da mora biti tam ena fora, pa se nisem spomnil, sem šel spet uno pesem brat. No. Zdaj nihče mi ni rekel, da je šel kakšen Debo roman brat zaradi tega, ampak kakšno Cankarjevo dramo. Ja, ni, da bi šli, ne vem, pod svobodnim soncem še enkrat zaradi tega prebirati, ampak kakšne pa, Itak sem se pravzaprav pri teh klasikih je tako itak, je bilo skozi pravzaprav sem tuhtal, koliko ljudje poznajo, kaj je nekaj tistega, kar imamo v skupnem spominu, da si lahko pravzaprav privoščiš, da greš se prav s tistimi, ki so res znani, zdaj kaj so tiste oporne točke, ki jih ljudje poznajo, se pravi, kaj se povezujejo z nečim, ne vem, ali je to Povodni mož, kjer imaš veš uno pač dalke Prešerna ne mara, pa gre not pade, ne vem, ali je to zdaj, ne vem, Boj na požiralniku, ko se vsi spomnajo Atej Bavšej pa Kriščije, vsako neko delo ima neke, bi rekel, asociacije, ki se nam jih prevzgojili, ali v šoli predvsem, in potem na to ogrodje teh asociacij nalagaš meso. Zajadrili smo v polje literature, pa Maja, vidva z Boštjanom zdaj predstavljata vajino zadnjo knjigo. Kako bi opredelila, je to nekako en tak spoj novinarstva, dokumentaristike in literature? Predvidevam, da tukaj ste si lahko dala duška v jeziku, ker ni šlo za dnevno novinarsko delo. Ja, v bistvu sva si malo bolj dala duška, ampak vendarle pač neki zametki te knjige so bili novinarski članki. In na teh prvih sva gradila in okrog njih zgradila knjigo, tako da če bi nekako označila slog, bi rekla, da je nekje še vedno bolj novinarski. Ampak seveda, mislim, imela sva več časa, jaz sva lahko slogovno tehnicirala, se igrala z besedami, si dala duška, tako da bi rekla, da je nekje na pol poti med pač publicistiko pa literaturo. Bi si zelo želela enkrat napisati neko literarno delo, ampak se mi zdi, da tudi tematika te knjige ni takšna, da bi v bistvu zahtevala pač ta literarni jezik, ker vendarle gre za neko zgodbo o pač znanstveno-naravovarstvenem projektu reševanja živalske vrste, ki je dejansko že tako rekoč funkcionalno izumrla. In če bi zdaj tukaj pač mešala te literarne momente, elemente, mogoče bi to zvenelo kot zastranitev. Sva pa seveda prebrala veliko knjig, ko sva se pripravljala na pisanje, veliko literature, sva tudi citirala nekatere pač avtorje, še posebej nama obema ljubega Douglasa Adamsa, ki je tudi pred desetletji lovil severne bele nosoroge tam v Kongu, Garambi, pa še koga, tako da definitivno pač sva si dala duška in sva nekako poskušala nadoknaditi tisto, kar nama pri dnevnem novinarstvu zelo manjka, pač imaginacija. Slovarji so seveda bogato najdišče besed, razlag njihovih pomenov, različnih povezav. Temeljni slovar je tukaj najmočnejši, najobsežnejši in se dopolnjuje, ampak imamo pa ogromno tudi specialnih slovarjev, posebnih slovarjev, bodisi strokovnih, bodisi za otroke, bodisi tudi slikovnih in tako naprej, da ne naštevam, mi smo bili predstavljeni kot uporabniki zapriseženih slovarjev, tako da vse to vemo. Ampak zdaj, ko se pogovarjamo o literaturi, bi rekla pa tako, za bogatitev jezika na katerikoli ravni, bodisi pri prevajanju, pisanju ali govorjenju, je pa branje literature verjetno še vedno ena temeljnih stvari, ki jo človek mora dnevno, da rečem, prakticirati. In zdaj moram priti pa na tisto, kar sem hotela. In zdaj smo mi tukaj, predvidevam, in v dvorani in nas spet tukaj ljudje, ki smo veliko prebrali, ki radi beremo, ki s tem nimamo težav.
En poskus, Boštjan, si ti že napravil, da bi mladim, ki več ali manj visijo na telefonih, vseeno prek stripov in tako približal tudi literaturo, da bi posegli po njej. Vem, da ne bomo danes rešili sveta, lahko poskusimo, mogoče nam rata, ker trenutek je zdaj, ne. Ampak kako pripraviti, spodbuditi mlade k branju, ne da bi jih prisiljevali, ne da bi jim težili s tem, kako je pa treba brati to, ono in tretje, ampak da bi enostavno začutili, da je to fino in si sami zaželeli, ne. Ravno s tem, da jih ne siliš, ne. Ja, Čeprav je to, ja. No, treba glej, jim je priti naproti in jim ponuditi nekaj, kar bo vzbudilo v njih zanimanje, ne. Jaz zdaj pač zadnjih nekaj let redno hodim pač z vmesno, ne, dvoletno pavzo zaslonskih obiskov po šolah ob začetku šolskega leta, potem ob koncu, ne, ob podelitvah bralnih značk. In jaz sem najbolj vesel sem takrat, kad mi šola ne da samo tistih, ki so bralno značko naredili, ampak vse, ne, da ne pridigam samo prepričanim, ampak da lahko dobiš na svojo stran tudi koga pač, ki sicer ne bi, ne. In jaz zdaj pa ravno pač lejte, ne, da ja, vsak bo prišel do knjige, ki mu bo dolgočasna, ki jo ne bo mogel in imaš vso pravico odložiti, ne, razen če je za domače branje, tam si ga nastradal, ne moreš, ampak pač da knjiga obstaja za vse, da jih je treba samo poiskati in da najlažja stvar, kako do tega je, da greš v knjižnico in ti poveš, kaj te zanima. Ne, in se pa dam par nekih takih zabavnih primerov, pa še, ampak ravno to, ne, pač, da jih nekako prepričaš, da zdaj knjige niso nujno, ker ne, spet je ta bralna kultura, ne, pač nekateri imajo srečo, nekateri so se rodili v domove, kjer starši imajo knjižnice, kjer starši skrbijo za to, ne, da lahko otroci berejo, nekateri so pač rojeni v domove, kjer pač starši ne bomo rekli, da noč, ampak pač si ne morejo privoščiti, nimajo časa zaradi čist razreda družbenega, v katerem so, ne, in se pravi, tukaj mora potem nekje kasneje, ne, pridejo knjige do njih, ne, in jim jih je treba predstaviti in to pač se mi zdi najpomembneje je, ne, da se zavedajo, da pa tistega, kar je v šoli, kar morajo, ne, pač tam je nujno, ne, prebrati, da obstaja en cel spekter stvari, ki jih lahko daš, ne, ki jih bojo posrkale, ne, ampak enega recepta pa itak ni, ker se vemo, ne, pač, ne, lahko te malo bere, ne vem, do enega leta pa se mu naenkrat zaklika, ne, mene 2 let nazaj me na prijateljica rekel, da se tam mali ustavili, zadnja knjiga da bi naredila bralno značko vseh 9 let, ne da se ji, nič, ne bi, ona nekaj gleda, se kolej, se ravno doma imel neke najstniške romane, kjer so bili neke te noter tudi omrežja, ne, družabna, malo, pač, seveda ja, vprašanje zdaj tega pač, tisto klasično, pač pravzaprav neko najstniško, se pravi, koliko se ti prilagodiš za to, da te sprejmejo, ne, ampak pač v tem svetu, se rekel, da je tole, ne, čez 3 dni dobim, ne, bralna značka je narejena, a ne. Ampak ja, predvsem to se mi zdi pač s tem, z odprtim pristopom, ne, z odprtim pristopom, bodimo veseli, da otroci berajo, dajmo jim brati, ne jih zviška gledati, če berajo nekaj, kar se nam zdi kič, ne, ali karkoli, ampak in obenem jih nekako pol tudi še navada, da se o tem, kar preberijo, tudi da se pogovarjajo, ne, ker pravzaprav pač knjige, dokler, ki si jih sam prebral, to je šele ta prvo, ne, pač ti moraš še prežvakovati nekaj časa. Zdaj, slovarji so z nami že tisočletja, ne bom rekla od kamene dobe, čeprav mogoče tudi na kakšnih jamskih slikarijah bi lahko prepoznali že kakšne črke ali pa celo zgodbe, ne vem, za to področje. Nisem strokovnjakinja, bo kdo drug povedal, a ne, ampak ta oblika slovarjev, ne, se pa je v zadnjem zelo kratkem času radikalno spremenila, a ne, če še moja generacija, morda tudi kdo od vas, še listal po težkih debelih buklah, imel ob napisalni mizi kupe knjig, a ne, je danes beseda, ki jo želiš bodi si prevesti ali pa spoznati njen pomen, samo en klik stran, ne. Pa me zanima, še uporabljate slovarje v tiskani obliki ali ste popolnoma prešli na spletno obliko? Človek, jaz
Zdaj jaz pa žena doma prenavljava stanovanje, ne, in zdaj poleti smo mogli pač vse pospravljati in je bilo pol, itak nimaš ogromen te krame, ne veš kam jo dati, ne, in je bilo pol vprašanje teh knjig, kako zdaj to zreducirati, ne. In zdaj jaz imam tam ni slovar, ampak je leksikon iz leta 87 Cankarjeve založbe in svoj čas je bila to meni najbolj priljubljena knjiga in jaz sem to nosil s sabo in pol v eno stanovanje in v drugo in pol še sem prinesel in zdaj ona, lahko to vržem stran, ne. Daj prosim, to je čisto outdated, to ni nič, mislim, to so moji spomini, ne, to ta debela bukla, ker ne vem, 3 kila težka bo šla z mano in ampak mislim, da na koncu je vsem vrgla stran. Ampak ja, pa še en slovarček mi je stran vrgla. A je bil zelo pomemben? Ma ne, čisto nasnovni zelen, ki smo ga imeli za šolo, angleško-slovenski. In če tak čist pač dotrajan in pa mislim, da še eno stvar mi je tako, ampak ja, no, jaz se kar težko ločujem od te. Sicer nisem človek, ki veliko bere, ne, zadnje čase, sploh odkar imamo male otroke, razen če pač otroško literaturo, to ja, ne, ampak tako, ne, enostavno ni časa, ne, imam, ne vem, vsaj 20 knjig, ki sem jih začel brati, pa jih nisem dokončal. Ampak težko se vseeno ločujem od knjig. Bodo že prišle na vrsto, a ne, te knjige, ja. Kaj pa vi, ki ste v prevajanju, pisanju, v slovarju, v tiskani obliki, da, ne? Ja, jaz sem podobno, ne, še vedno človek tistih knjig, ki jih tam kupič, ne toliko slovarjev, ki jih uporabljam pri prevajanju, ker jaz moram reči, da sem tudi človek brez slovarjev, ne. Namreč slovarje za portugalski jezik ni, ne v eno, ne v drugo smer, samo ena taka zelo osnovna oblika, ki je bila izdana pred praktično 20 leti, tako da sem absolutno vezana na portugalsko oziroma brazilske variante slovarjev, ki so večinoma spletni, vendar pa imam srečo, ne, da sem investirala skupaj s kolegico v vse te knjižne oblike že pred 10-15 leti in so to slovarji, ki pa imajo pomene, ki jih jaz včasih rabim in jih ne najdem na internetu oziroma na internetnih variantah, ker so preprosto kako ne rečem, bolj posplošene ali pa nimajo kontekstov. Ne. In zadnja leta sem prevajala enega brazilskega avtorja iz 19. stoletja in tam so seveda besede, ki niso več v uporabi ali pa so starinske besede in teh besed, če sem šla gledati v ta dostopen pač prost slovar portugalski, ki obstaja, pač nisem našla ali pa zelo redko ali pa so bili ti pomeni popolnoma drugačni. Tako da sem pri tem prevodu pa res veliko uporabljala to knjižno oziroma to fizično obliko. Ko sem začela raziskovati, kako bi jaz prišla zdaj do online dostopa, sem pa ugotovila, da me v bistvu letna naročnina na ta slovar in ta dostop pride toliko, da se mi bolj splača tudi kupiti knjigo, ne, tako da se tega nisem poslužila. Tako da moram reči, da v tem smislu je Slovenija dosti rekla dobrohotna, kaj ti recimo Brazilci to računajo. Ne? In to je tudi nekaj, kar jaz na portugalskem v bistvu sploh ne moram najti, ker oni teh slovarjev ne uporabljajo. Sem pa podobno kot kolega, tudi jaz mogla pospraviti stanovanje in so mi absolutno zapovedali, da morajo vsi te slovarji, ki jih nihče ne uporablja razen mene, iti iz hiše, tako da jih imam zdaj v pisarni kot neke relikvije. In vsakič, ko vidim to, se pa seveda spomnim, koliko sem jaz enega denarja, ene ljubezni, kako sem to po ruzakih nosila, kako sem to švercala, koliko je bilo to enih muk, da sem vsakokrat, ko sem šla na potovanje oziroma študijsko, na Portugalsko, tudi v Francijo ali pa v Španijo, kako sem določene slovarje za določene smeri pa za določene usmeritve tudi prinašala. Zdaj, to je vse nekje praktično res neuporabno, ampak jaz to še zmeraj gledam doma, kot sem rekla, dinozaver. Ja, to so relikvije, ne? To se ne meče stran. Za podžigati mogoče, za kurci. Izvoli, ja. Meni se je ravno zgodil prejšnji teden, ko sem neko otroško poljudni strip prevajal o Borneju, o džungli. In zdaj tam imaš ti vrsto teh nekih živali, ki imajo angleška poimenovanja in sem na koncu, sem imel mešanico, ampak sem užival, ker sem se tako počutil malo old school, pa mešanica z novim, ker si šel najprej uno žival vtipkati v internet
da si dobil latinsko ime, potem si latinsko ime, sem preveril v Termanjinem slovarju taksonomskih vrst, če imamo tam prevod, če ga nisem odprl ta velik to enciklopedijo živali, v zatiskal, kje bi majhen brskal, ok, to je tak ptič, se pravi, tukaj so neki, je prva latinska beseda podobna, ne, in potem brskaš, pa če še tam ni bilo. In tle najhuj, pravzaprav pri teh, je pa to, ne, zdaj, ja, na spletu imaš vse, ne, ampak na spletu imaš toliko enih stvari, ki niso res, ne, pač, ki imaš, se verjetno tudi drugih jezikov, v slovenščini imaš recimo zelo, pač te, ki so click-farmi, ne, te strani, ki jih imaš, ki ti izgledajo kot Wikipedija in so sam dobesedno prevedene angleške, ne, strojno prevedene, ti rečeš, o, dej, našel sem ime tega ptiča tukaj v angleščini, ne, pa veš, ne, to je neki wiki.ru, ne vem kaj vse, ne, in je dobesedno in možno, ampak mi bo tak užitek potem in se mi zdi, da itak pri nekih zelo specifičnih stvarih še vedno, ne, tudi čeprav to tako splošne stvari kot pač ali pa razširjenim jezikom, kot jaz, ki prevajam iz angleščine, ne, še vedno pridajo prav, ne, sploh tudi, ki iščeš, recimo jaz sem celo to pot prehodil, ker sem prevajal Igro prestolov z iskanjem starinskih besed, ne, ok, imeli smo že ta ASP, ne, se pravi kolekcijo slovarjev, ne, elektronske, ki si, ampak so bile samostalne. Pa jaz za prvo Igro prestolov sem šel v knjižnico in si sposodil Pleteršnika, ne, zaradi tega, ker še ni bilo tega ponatisa, ne, in sem lahko samo v čitalnici ga imel, ne, in sem 3-4 ure zdel v čitalnici, pa tako brskal malo po konje, kje bom najdel kakšno uporabno, arhaično besedo, ne, ko bo prišla. Pa smo prišli do tega, da so ponatisnili, ne, in si zraven dobil CD, ne, in pa si lahko ti uporabljal, zdaj imamo pa to genialno, kar je gor na Franu, ne, pa ki si pomagaš res z vsem ne, pa se evo spet tako kaj iskanja, ne, po Pleteršniku sponovati skopal tako, da z besedo v nemščino prevedel, pa nemški, ne, noter v slovar in gledal, kaj ti bo nazaj vrgal. Ne, naučiš se nekih teh fint, kako od, ne vem, pa slovarja Rim, ki ti prav pride, kdaj, ko moraš kakšno pesnico prevesti, pa ti glih ena stvar še zmanjka in da ne vem, česa se čakamo, da se bo še en orang tezavr, no, to mislim, da je tista naslednja stvar, ki bi jo moral imeti. Se to zdaj, kar je na Franu, je že, ne, super, so že prvi zametki, ampak enega tazga tezavra iz Jurskega parka, ne, da ta velikega. Mislim, da bo, kolikor spremljam delo vrlih sodelavcev na inštitutu, mislim, da bodo kar poskrbeli za to, da bomo imeli tega vedno več. Je pa zelo lepo, da smo opozorili, Mojca je opozorila na to nepomembno dejstvo, da so drugod mnogo kje ti slovarji plačljivi, da sploh niso poceni. Se tudi v Sloveniji drugi ponudniki, ne, ja, zato mislim, da gre res zanimive poslovne modele, kar se slovarji. Velika zahvala, ne, hiši, v kateri, ki nas danes gosti, da imamo to na voljo na spletu, da se updata, a ne, in da smo lahko ves čas pač v stiku, a ne, s tem, kaj se s slovenskim jezikom dogaja. Še ena druga stvar, ki si jo povedal in je zelo pomembna in zelo zanimiva, je pa to, da pač ne prideš skozi z enim, 2, 3 slovarji, ne, ampak jih rabiš včasih celo goro pri prevajalskem delu in seveda, da vsega, kar piše na spletu, ne gre verjeti, razen, če ni na portalu Fran. Njim pa lahko zaupamo. Vmes sem zaslišala nekaj strojno prevajanje in to je pravzaprav ena tema, ki bi se jo tudi rada dotaknila, namreč vse bolj se dogaja, da strojno prevajanje izjemno napreduje, a ne. Umetna inteligenca je vse sposobnejša, vse hitrejša, s hitrostjo se mi humanoidi tako ali tako ne moremo meriti, ne. Ampak vprašanje se postavi, ali je ta prevod, ne glede na to, kako je popoln in s kako ogromno bazo podatkov razpolaga, lahko enakovreden prevodu, ki ga naredi Maja, mogoče tudi Maja, Mojca, Boštjan in še mnogi
prevajalci in prevajalke, ki jih poznamo in so izvrstni. Dokler gledamo navodila za uporabo pri tehničnih stvareh, ki jih 3/4 uvoznikov zraven nima, mislim, da nimamo še strahu. Jaz se veselim dneva, ko bo strojno prevajanje toliko dobro, da ko bom jaz eno stvar kupil, da bom znal, da mi lahko bral navodila za uporabo v slovenščini, ne v angleščini, ne, pa bom štekal, zakaj se gre, ampak tukaj je, itak se tako pravzaprav se zdaj kot to strojno prevajanje, ki imaš, ne vem, ko v Chromu vklopiš prevedi mi stran, je predvsem pomoč razumevanju, ne, zaenkrat, pač pomoč razumevanju, pomoč temu, da ti se znajdeš, da bistvo zaobjameš ven, sicer pa še vedno vemo, ne, se pač tudi se te firme, ne, ki si pomagajo na začetku s strojnim prevajanjem, še vedno moraš imeti človeka, ki bo potem naredil pregled, ne, in zdaj mislim, da pri literaturi se nam ni zabrati še nekaj časa. To ne bo zgodilo, ne? Tako da, razen če bomo imeli pa vse tako, kot je bila ta Feotova nemščina, nemška vrba, ne, o ozijah, ne, take prevode pa lahko dobimo strojno. Ja, če bi dobili takšne, bi se lahko ob njih zabavali, sicer se tudi ob teh strojnih marsikdo velikokrat zabava, ne, navodila, ki si jih omenil. Znajo biti zelo zabavna, čeprav če želiš pa uporabljati tisto napravo, pa ni več tako zabavno, ne, ker imaš na telefonu, rataš malo nervozen. To je bila iz zelo začetka teh malih telefonov, ki je bilo, jaz vem, da sem kar najdel noter, sem imel v enem od menijev je bila prostornina. Se pa rabo nekaj časa, da sem pogruntil, da je bil pač volume, ne, in da bom zvočnik s tem štelal. Ampak pač, kaj se tako, ne vem, svetlost, prostornina. Mogoče bi pa jaz še nekaj dodala, ker se mi je pa v bistvu zdel zabaven. Bolj je bilo, mislim, je nek umetniški projekt, za katerega sem slišala pred kratkim, namreč nek nemški pesnik je svoje besedilo po svoji prevajalski logiki prevedel v angleščino, potem pa ga je dal v eden od pač tehničnih prevajalnikov oziroma eden od avtomatskih prevajalnikov in mu je to nazaj prevedlo v nemščino. Potem je to spet prevedel v angleščino po svoji logiki oziroma jezika, spet dal v prevajalnik in tako naprej in dobil iz tega pesniško zbirko. Vsaka pesem je bila drugačna. Se je to naredil pri klasikih, recimo ravno to, kar me po tej Feotovi, ne, da sem pač vrbo šel v angleščino pa slovenščino, ampak to strojno, ne, z Googlom, levo, desno toliko časa, da sem dobil besedilo, ki se ni več spreminjalo. Ne, se pravi, do takrat, ko si lahko prevajal, pač si vedno dobil isti prevod v angleščino, v slovenščino, ne, in to je na neki točki se je ta, bi ne bila golfiva kača, tisto vprašaj se je v klicaj prevedel na neki točki, ne, in so bile kar zanimive pravzaprav rešitve, pa ko vidiš, kaj lahko nekje najde noter, ne. Človek vedno nadmudri stroj, ne? Za zdaj. Admir, beseda tega tedna je? To boste zvedeli jutri zvečer. Spoilerček, no. Ne, se lahko povem. Dajmo eno primerco. Bleferendum. Kako? Bleferendum. Odlično, na razlago bomo počakali do jutri, a ne? Beseda je boljša od razlage. Naš pogovor smo naslovili čuvar, krmar, šušmar ali car. Mija je tole odlično si izmislila, ali pa je bila Agata. S pomočjo Frana, skratka, timsko delo je bilo tole. Pa bi v bistvu želela, da vsak od vas izbere si eno od teh 4 besed, ki se mu zdi, da nekako najbolj rezonira z njima, ne? Pa reče, si lahko tudi vsak, mislim, lahko vsi izberete isto besedo, ni v tem štosa, ne, ampak da mogoče pol argumentirate njeno ustreznost ali pa neustreznost. Če kjer so čuvar, šušmar? Čuvar, krmar, šušmar, car. Krmar. Zakaj? Ja, v tem smislu, ne, da ti pač slovarjem lahko krmariš po tem svetu besed, ne. Se pravi, dobimo kljukico za to besedo, ki je ustrezna. Ja, absolutno, ja. Absolutno.
Boštjan? Ja, ne vem, jaz, če gledam s tvojo pozicijo, jaz bi rekel še zmeraj šušmar, ker se mi zdi, da je jezik toliko veliko polje, da karkoli narediš, da je še zmeraj skozi en tak občutek malo blefiranja, pa da se ti vse skupaj pravzaprav usral, ne, tisto. Je vam prišlo, tako da jaz bom rejala kar malo tako. Maja? Jaz bi mogoče rekla čuvar, ampak malo dvomim v to besedo, ne vem, mogoče pač me na to, da dvomim, da je prava, nagovarjajo te novinarske nagrade, ki so čuvaj, ne? Tako da, ja, mislim pač, če pa rečem čuvar, pa si komot predstavljam, da je, ne vem, slovar ali pa tudi novinar, nek čuvaj v bistvu neke, kaj bi rekla, recimo pravih, nepotvorenih informacij. Upam, no, čeprav ni vedno tako. Car. Jaz bom pa malo pokvarila to igrico, pa bom zase izbrala v tem seriji asociacij besedo tihotapec. Kajti... Krivčar. Zakaj? Zato, ker to me pa zelo navdahnil prevajalec, ki dela iz nemščine, v bistvu v slovenščino, ki zase pravi, da je tihotapec besed, ker ne šmugla besede v naš jezik oziroma tudi nazaj. In tudi jaz se tako počutam, da vedno neki tihotapim, vedno iščem, ali to prav ali ne, pa ni vedno mogoče ista vrednost, a ne, in se vedno počutam kot ena šmuglarka. No, imamo še peto besedo. Mislim, da če bi nadaljevali tole igrico, bi jih našli lahko še kar nekaj, ki bi jih zlahka povezali in z vašim delom, in slovarji, in z njihovo uporabo. Čuvari, ne? To je zelo zanimivo. Včasih, ne, se spomnim, kdo na radiju, recimo, kjer delam, ne, imamo čuvarje lepega jezika in tudi prav je tako, prav je, da jih imamo, prav je, da nas opozarjajo na naše napake in nas učijo. Ampak čuvar jezika ali čuvaj jezika ima pa lahko tudi tak rahlo slabšalen prizvok, ob katerem se mogoče marsikdo ustraši, zdaj pa tle en policaj in zamrzne in si ne upa sploh več ničesar povedati, ker se mu zdi, da pač njegovo znanje jezika, njegov govor ni dovolj dober za neke javne nastope, recimo, ne, pustimo zdaj pogovorni jezik oziroma slang, s katerim sem danes začela. Pa me morda zanima, vi kot vsi vešči jezika, bodi si pisanja, bodi si govora, bodi si obojega, kaj bi svetovali nekomu, ki se znajde v tej zadregi in si misli, da je njegovo poznavanje jezika slabo, ne dovolj dobro, kakorkoli neprimerno in zato molči. Ker to je ena taka slovenska lastnost, ne, da smo raje tiho, pa neopazni, pa se ne želimo preveč izpostavljati, če ni treba. Mogoče tako, kot je rekel dr. Kozma Ahačič, pa jaz ga zelo podpiram v tem v ligi za ljubezen do jezika, ne, da pač da je ravno to naša pač napaka, ki je, da smo včasih prestrašeni, ravno zaradi vseh pravil pa tega, ne, ki je pač šolski pouk ponavadi bil zelo tako, ne, baziran na tem in da je potem kar malo strah, kdaj, ne, kaj bo pa narobe. Pač ni narobe, pač da povej, kar hočeš povedati, povej tako, da boš sebe razumel, povej, pač izraz svoje misli in ne se bati slovenščine, pač živi z njo, raziskujo in če se zgodi kakšna napakica, pa se ponavadi je tako, da potep naplanejo tisti, ki imajo zares radi jezik, ampak bolj kakšni picajzlari, ki nimajo drugega dela, kot to, da so picajzlari, ne, pa se pol norca delajo. Tisti, ki ima zares rad jezik, ti bo podal roko, pa ti pomagal, da ustaneš, ne, po tem jezikovnem spotiku, pa ti pokazal, kako pravjati, ne. Tako da se mi zdi, da to, da dajmo pač, če misliš, da imaš rad jezik, pokaži to tako, da drugim pomagaš, ne pa da 50 jezikovnih napak, ki se jih nekih zatipkov najdu, objavljaš na Facebooku, pa praviš, kakšni kretini so vsi drugi. To ni ljubezen do jezika, to je kar nekaj. Ja, meni je to, kar si omenila, mislim, meni je to ta strah pred spregovoriti, ne.
mi je bolj znan iz tega mojega backgrounda, pač jaz sem iz bošnjaške skupnosti in zdaj cela vrsta, se pravi te prve generacije, naprimer mojih staršev in pa pač, ne vem, vsi te starejši, pa tudi mlajši, ne, se spomnim, zelo pogosto imajo to zadrego zdaj spregovoriti nekaj in bojo vsi takoj ugotovili, ne, da ne znam. In spregovoriti ali biti tiho in pol pogosto so zares sam tiho. Ne. Čeprav jaz bi se strinjal, ne, pač spregovar pa povej najbolje, kolikor znaš, se na koncu bo itak vsaj smešen nekomu. Ne. Pa se itak imamo vsi ful enih teh spominov, pa se tam, da si zabosan. Ja, ne. ja. Da si nekaj tasga rekel. Mija, a je v slovarju ta zabosaniti? Prosim, če ne pa jo vključite. Prvič slišim, odlična beseda. A ja, prvič? Všeč. Ja. No, to smo... Nikoli še nisem zabosanila. V osnovni šoli je bil to pač standardni izraz, da pač ko si neko bosansko besedo probil prodati kot slovensko. Baltič, ste ga ponovno zabosanili, kaj ne da? Naj vam bo tokrat. Ne? Ja, Maja, izvoli. V bistvu, če grem čisto na osebno, te moje zadrege z jezikom niso bile nikoli toliko jezikovne, se pravi, da bi delala kakšne napake. Mene je bilo strah javnega nastopanja, govorjenja in ko pač sem samo sebe dala na tale psihoanalitski kavč, sem ugotovila, da to izhaja izključno iz načina pač vzgoje v osnovni šoli, ko so pač učiteljice res dejansko naslovile na napakah in nas niso spodbujale, pač da pač povemo stvari tako, kot jih čutimo, da se mogoče lahko zmotimo, ampak da cenijo tudi to našo zmožnost improvizacije. No. Tako da ja, še vedno poskušam nekako preseči to tremo z različnimi javnimi predstavitvami zadnje čase, ampak se mi zdi, da današnja mladina nima takšnih težav, ne. Pač s tem javnim nastopanjem, pa tudi ne z izražanjem mnenj. No. Tako da to se mi zdi kvečemu dobro, ne, da so šle stvari v to smer. Me pa po drugi strani zelo čudi, ne, pa nisem tista, ki bi popravljala ljudi pa zasmehovala jih zaradi tega, ker ne znajo vejice postavljati, no, ampak ta zelo nizka raven znanja, poznavanja pravopisa, mislim, tudi dejansko zapisa, mislim, postavljanje vejic, zapisa besed. Jaz se včasih sprašujem, kako so nekateri politiki ali pa še kakšni drugi ljudje sploh naredili osnovno šolo, no. Tako da ja, pač, ja, družabni mediji, no, mislim, ja, Twitter, Facebook, drugega ne uporabljam, najbrž, ja, druge so slike, ne, predvidevam. Odbor za desnostične vejice, pa to, ne. Tako da, mislim, da je pa to siromašanje pa je dejansko posledica tudi v bistvu tega, da nazadujemo tudi mentalno, no, mislim, tako, in to pa je zaskrbljujoče, no, mislim, nek tak minimum minimum neke norme knjižne poznavanja bi pa morali ohraniti, no. In ja, se bojim, da smo šli že daleč pod njega. Tudi pravopis je del slovarjev, slovarskega gradiva in dostopen vsem, ne. Je sicer rahlo bolj zamotana, ne. Toporišič je tukaj dobro opravil svoje delo, ampak z malo truda se da prebiti tudi skozi kakšne bolj zapletena pravila, ne, ki nam jih je postavil. Mojca. Mislim, da smo govorili o tem izražanju, ne, oziroma strahu oziroma nekih blokadah, ki jih imamo. Jaz sem se dolgo časa ukvarjala s poučevanjem tujih jezikov, ne, sem tudi od tega živela in to, kar so mene naučili, in to mislim, da velja tudi za slovenščino, pač za vse jezike, treba je govoriti in treba se je motiti in potem je treba imeti nekoga, ki ti pokaže oziroma ki te opozori, ne kritizira, ampak opozori in na ta način se tudi naučimo govoriti. Mi ne moramo spregovoriti pa pravilno govoriti, to ne obstaja. V nobenem jeziku, ki ste se ga učili, ne, kot tujega jezika,
jezika nismo prišli na svet učenja. Enako je tudi z pač maternim jezikom. Tudi na različnih nivojih, v različnih stopnjah, pač na različne načine govorimo in se moramo tega naučiti. In seveda potrebujemo za to sogovornike, ne pa kritikuse. Ne? In to nas bo pač izmojstrili oziroma nam dali spodbudo za naprej. Jaz mislim, da ste vi štirje, tak je moj vtis danes, izjemno prijetni in dobrohotni sogovorniki, najbrž se tudi publika strinja s to ugotovitvijo. Ja, hvala lepa. Preden bi predala besedo tudi vam, ki ste tukaj z nami, za morebitna vprašanja, pripombe, lajke ali hejtanja, ne, to smo rekli, da danes ne sprejemamo, bi pa morda še od vas štirih, ker je praznik, praznik dan slovarjev v nedeljo, morda eno tako, če bom rekla poslanico, boste mislili, da morate zveneti kaj pahor, pa ne mislim tega, sporočilo za ustvarjalce slovarjev, voščilo recimo za njihov dan, zahvala morda, zdaj pa že to sugeriram, da bom kar utihnila. Jaz bom rekla, ena nova beseda na dan, od žene bolezen stran. To je zelo dobro, ja. Moram reči, da z veseljem preberem v delu vedno besedo tedna, z veseljem gledam oddaje, v kateri nastopa Admir Baltič, z veseljem ne berem knjig, ampak tudi gledam tvite Boštjana Gorenca, Pižame, pa še kakšne nastope. Se mi zdi, da moramo biti, da je fajn, da smo odprti za nove besede, da si jih pustimo tudi sami ustvarjati, ker to dejansko pač povečuje pestrost naše imaginacije, našega življenja in se mi zdi, da tudi dejansko pač bi rekla, vodi v neko boljšo družbo, no, tako. Jaz bi se predvsem zahvalil, pač to, kar počnete, tudi kar dosti uporabljam, mi prav pride. Pa mislim, da tako nasplošno, zdaj, če si jaz dovolim imeti to neko, spet ta odmik v neko perspektivo nekoga, ki je vse z eno nogo, rečemo tujec, se mi zdi, da se za slovenščino lepo skrbi. Ker recimo, če jaz primerjam dol na jugu, kakšna je skrb za jezik, koliko tega je, recimo, jaz imam male otroke, in zdaj mi imamo, pa zdaj bi šel malo širše nasploh, pa imamo, pač zvečer je treba iti spat in zdaj hčerki damo zgodbico za lahko noč. Ti imaš cel arhiv teh zgodbic, med njimi tudi od Boštjana Gorenca, Pižame, kakšna, ne vem, čez 1000 zgodbic in hčerka lahko zbira, kjer bo imela in posluša eno, dve in ima, se pravi, lep jezik, lepa zgodbica in to jo uspava. In pol jaz, midva doma pa se greva dvojezično vzgojo, In zdaj jaz imam čez bosanščino. In zdaj jaz probam najti kakšen ekvivalent v teh B, H, S, Č jezikih, in se skoraj ne najde. Sem pa tja neki hrvaščina, se da kakšna zgodbica najti, ampak to ni nič niti približno enako kakovostno, kot je tole, kar imamo na tem arhivu RTV-ja. In pa seveda to ne more parirati in pa pač otroci poslušajo samo slovenske zgodbice, une bosanske si jaz zmišljujem pa jim govorim. To je še boljše. Ja, zaenkrat še niso pogruntali, da je to boljše. Pa tudi tako, se pravi, tudi glede vsega tega, kaj je dostopno recimo na spletu v zvezi z jezikom, v zvezi s slovenščino, se mi zdi, da je res lepo poskrbljeno. Pa kolikor pol poslušam, ta skrb za slovenščino, pa bo slovenščina propadla, pa bo to niti približno se mi ne zdi ogroženo. Ja, si samo koliko v vrhnih 6% jezikov, kar se tiče po velikosti, tako da smo... Dobro, to mogoče po velikosti, ampak tako v smislu skrbi za jezik, v smislu, koliko je ponudbe, koliko je, ne vem, že sam to, ko pogledam, koliko je otroških knjigic v slovenščini, ko greš v knjigarno, pa ko vidim dol v Bosni, koliko jih je domačih avtorjev, Vse dol jih imaš tudi, ampak so v glavnem prevodi, nekih, ne vem, iz
Anglije, Amerike, ampak domačih avtorjev pa ni, mislim, celotna ta infrastruktura, ki podpira to, ne, tega je bistveno manj. Boštjan, še tvoje voščilo Ja, našim. jaz sem pa šel iskat en citat, zato sem brskal, ki je, se mi zdi, da povem, mislim, da opiše marsikoga od nas, in sicer iz knjige Terja Pratchetta Miceni svobodni možje, ki govori o Fanny, ki trpi, 10-letni deklici, ki želi biti čarovnica. In ona razmišlja o neki besedi, ne, šošotanje. V slovar njene babice je vedel povedati, da to pomeni zelo blag zvok, podoben šepetanju ali mrmranju. Fanny, ki je bil všeč okus besede, vzbudil je podobe skrivnostnih ljudi v dolgih ogrinjalih, ki za vrati šepetajo pomembne skrivnosti. Šošot, šošot, šošot. Slovar je prebrala od prve do zadnje strani. Nihče ji ni povedal, da se tega ne počne. Mislim, tole pa za en aplavz. Ker je tako izvrsten zaključek, da boljši ne bi mogel biti. Najlepša hvala, Boštjan. Če je kakšno mnenje, vprašanje, pripomba, pohvala iz vaših vrst, prosim, še se upravičujem, ker nimam ure, pa gledamo ta grozen telefon, še kakšnih 10-15 minut imamo na voljo, potem bomo počasi zaključili, a ne, ker ljudi čakajo tudi še druge obveznosti, širjenje jezika, vse naokrog in vse pore našega družbenega življenja. Če se izrazim tako v socialističnem duhu, mislim, da bi kakšen Dolanc ali pa Kardelj. Ja, mislim, da smo vsi več ali manj dovolj stari, da se še spomnimo česa takega, vsaj iz otroštva, ne, povedal. Skratka, vse pore našega življenja gremo z našo ljubo slovenščino, ki se strinjam, res ni ogrožena, tudi Kozma Ahačič, ki si ga prej omenil, Boštjan, deli to mnenje z nami, da se nam ni bati. Enkrat sva se pogovarjala o tem in sva oba ugotovila, jaz sem doma štajerskega konca, ne, moji stari starši so uporabljali ogromno nemških besed, ne, in to je bilo pol stoletja nazaj in slovenščina je še vedno živa, ne. Tako da tudi anglizmov se nam ni treba pretirano bati. I rest my case. Je morda kakšno vprašanje? Ne, se lahko kdo drug pred mano, če ima, jaz gledam, ampak... Tišina. Jaz imam eno vprašanje, ki kot po naključju se navezuje na Boštjanovo poslanico ob Mednarodnem dnevu slovarjev, in sicer me zanima me, koliko ste kaj čudaški. Zanima me vaše osebne izpovedi, če imate tudi vi izkušnjo s tem, kako ste včasih doma brali kakšen slovar. Se to ne samo najbolj vsi počeli, ne? Ja. Ker že večkrat omenjeni Kozma rad prizna to, da v bistvu prav ta slovar kot leposlovni žanr. Jaz sem, evo, lahko povem, da v času, ko sem se začel malo bolj resno pač ukvarjati z repom, se pravi tam srednja šola pa to in pol, ko sem dobil te ASP slovarje, ne, se pravi, ko si lahko po SSKJ-ju brskal, je bilo tako, hotel sem zmeri nekaj dati zraven malo nekih korenin, ker meni se zmeri, pač nem rep sem zmeri jemal kot nekaj pač kar forma, ki jo gradiš svojimi koreninami, ne, svojo preteklost. Se pravi, če si tukaj jemlješ iz neke te svoje malhe teme pa to in sem se ful igral z besedami in jaz sem v to, da sem pač lepo noter v iskalnik v slovarju dal ARH, ne, se pravi, in sem potem recimo tako čez popoldne malo arhaizme bral, ne, in gledal, če je kakšen dober arhaizem, da si ga zapameti in se kar mi je pa recimo prišlo zelo dobro, ko smo delali za reformatorje, ne, ko sem takoj znal ene par teh kletvic, par 100 let starih, ne, da lahko rečeš buzaraca, ne, pa kakšne take vzklike. Admir? Agata sprašuje in odgovor je lahko, ne, nisem, ali pa jaz sem leksikon bral, Lahko sam še enkrat vprašanje. bral slovar kot Tako literaturo. kot leposlovje. Ja.
stvar, tako kot ta Fanika iz Prečetove knjige. Če sem ga prebral od začetka do konca. Mislim, da Se pa spomnim. mogoče ne od začetka do konca, no ne vem, pač mislim, da pač prednost tega, če je slovar v knjigi, je res tako, da se ne moreš ustaviti. No, pa tako. Ampak se spomnim, ko sem gledal film Malcolm X, ne? Pač poznamo ta črnski voditelj in zdaj jaz nisem vedel nič o njemu in gledam film, ki ga je Spike Lee režiral in zdaj vidim, on je bil v zaporu in kaj je on v zaporu naredil? On se pravi, čist z ulice je prišel v zapor in se je odločil, da on se bo pa zdaj začel izobraževati. In kaj je vzel? Je rekel, začel sem z tisto primarno knjigo, slovarjem. In je začel brati od A do konca, je vse bral in si je to še prepisoval. In sem si jaz mislil, pa vse je res, mislim, vse to je res knjiga, ki bi bil fajn prebrati enkrat. Da tako malo zapopadeš to celoto enkrat in da pol, ko to daš skozi, da pol greš drugo brati. Sicer pol tega nisem naredil, ampak se mi je pa zdela dobra ideja. Ja, jaz sem na ta način brala slovar zvezanega jezika. Meni je to odlično branje, mislim, res zabavno, tako si rečem, vsa čast tistim, ki pišejo te geselske članke. Potem sem malo začela razmišljati, kaj bi jaz noter lahko dodala, pa pač očitno nimam take imaginacije. Pa ne toliko dolgo nazaj me je sestrična opozorila, da obstaja tudi nek slovarček dolenjskih izrazov, no. Tako da sem se tudi malo poglobila v tistega, pa primerjala svoje znanje še obstoječe dolenjščine s tistim, kar je tam pisal, pa sem ugotovila, da sem dejansko že na polovico Ljubljančanka. Drugače bi se pa kar hitro našla v tej punčki, no, mislim, ker se mi je že dogajalo, to predvsem med študijem, ko smo tiste slovarje v potovalki prenašali med Ljubljano pa Novim mestom, sem se dostikrat tako malo zalotila, ko sem pogledala neko stvar, sem potem začela brati naprej in potem sem tako malo sama sabo tekmovala, koliko besed še ne poznam. Tako da, ja, bi bilo kar zabavno, če bi imel človek več časa. Jaz slovarja še nisem prebrala od prve do zadnje besede. Imam pa iz srednje šole tak rahlo traumatičen spomin, ker smo se francoščino namreč učili na način, da smo se mogli učiti slovar. V bistvu zdaj, ko sem starejša, pomislila, da v bistvu ne bi bilo tako slabo, če bi tudi pri slovenščini imeli nek nabor besed, kjer bi ti mogel vedeti vse. Torej, geslo, potem kako se to izgovori, pravilno naglasi in potem definicijo, slovarsko definicijo, kaj to pomeni, vse podpomene in tako naprej, mogoče kakšen antonim, mi smo mogli tudi nasprotne pomene vedeti in seveda uporabiti besedo v kontekstu. Mi smo mogli za vsakem ocenjevalnem obdobju, bila so 4, smo se mogli od 1. do 4. letnika srednje šole naučiti za francoščino, za eno oceno 200 besed na ta način, francoskih. Se pravi, temu se reklo, je učiteljica to imenovala, preparacija. Tako da mi smo se preparirali in smo bili res preparirani in ti si bil 200 besed vprašan. Seveda smo se s tem ogromno naučili, ker se nisi naučil samo besede, gesla, ampak tudi vse to, kar sem povedala. In ne vem, ali je to recept, ne, bi rekla, da ne, mene je to zatraumiralo, vendar, kot rečeno, rezultat je bil pa izjemen. Pri nas na faksu smo morali, pri lektorskih, ampak mi smo morali prav Colin Scoble, da si moral na pamet znati s Colin Scoble, drugačni štel, tako da še zdaj vem, imam par travm, par definicij, ki jih znam na pamet, zato ker moraš reči, da je jaundice is an illness that makes your skin and eyes become yellow. Ne smeš reči when your skin and eyes become yellow. Ker pa človeku ni jasen, kaj mu razlagaš. Morda še kakšno vprašanje? Še kakšno minutko imamo, 2, ampak potem lahko pogovor seveda nadaljujemo pijači in prigrizku sem hotela reči, to bolj neformalno vzdušje, ampak jaz upam, da tudi tole vzdušje do zdaj ni bilo formalno, nihče od nas nima kravate. Tebe tudi ta škrob daje, vsem poštirkan tukaj.
Če ne, potem najlepša hvala, ker ste prišli in se srečamo še kdaj v našem atriju ob kakšni drugi priložnosti, če ne prej, pa spet prihodnje leto ob dnevu slovarjev. Hvala mi za odlično organizacijo tehle dogodkov, to je bil tretji po vrsti, še kaj, četrti, okej. Trije so že bili, a ne, ta je četrti, ja. Hvala tudi vam, našim dragim gostom, izjemnim, prijetnim sogovornikom. Izumljajte svoje nove besede še naprej, kadar boste pa v stiski, pa se kaj zatakne, pa poglejte v slovar. Hvala. Hvala.